Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vihta! Kako sem zaspan. Najraje bi malo zadremal. Miha! Tjaša. Kaj pa ti? Zunaj sem pometala, veš, koliko listja se je nabralo pred našim pragom? Ja. 2 uri sem pometala, cel kup naredila. Pa veš kaj? Kaj? Kar malo me zebe, veš? Ja, seveda, Tjaša. Tole pa ne vem. Zakaj? To je vse povezano. Vse je povezano. Listje je prišlo zaradi jeseni in tudi mraz je prišel z jesenjo. Praviš, da je že jesen? Seveda. A zato? Ja. Joj, sedaj sem iskala jakno in to. Pa v bistvu sploh ne vem, kam sem jo dala. Jaz vem. Kam? Tam je, kjer si jo nazadnje pustila. Miha, ko bi vedela, kje. Ja, seveda, že vem. Ko je bilo poletje, sem vse pospravila v omaro. Ja. Seveda. Ok, bom poiskala v omari. Očitno se bo treba zdaj malo bolje obleči, ne? Ja. Ja, kje pa imaš Charlija? Ne vem, nekam se je odpravil. Tjaša! Charlie! Joj, kako mi srce razbija. Ja, kaj pa je? Kaj se je zgodilo? Kaj je, Charlie? Kaj groznega? Kaj, povej. Mislim, da so drevesa zbolela v gozdu. Zakaj? Kaj pa? Bolela? Ja, nimajo več listov na sebi. Ja. Vsi listi so po tleh, drevesa so odvrgla liste. A veš, koliko živali živijo v gozdu? In večji so drevesa bolna, bodo vse te živali zbolele. V redu je, Charlie, v redu. Pomeri se. Nič ni narobe z drevesi. Normalno je, da so odvrgla svoja listja, saj je prišla jesen. In drevesa se tako pripravljajo na zimo, da odvržejo svoje liste. A si vedela to, Tjaša? Ja, ravno prej mi je povedal Miha, da je jesen, ker me je malo zazeblo. Vidiš, jaz sem še kar poletna in zunaj me je prav pošteno zazeblo. Vidim, da si ti bolje oblečen kot jaz. Še dežnik sem si pripravil, ker je skor sonce sijalo, pa je pa kar da zadnjič pada. Ja. Ampak otroci, vi ste to tudi vedeli, da jeseni pač liste odvržejo drevesa. Najbrž so vedeli. Ampak Miha, ti vse veš, a naj jo bo še kaj naučil o jeseni. Z veseljem vam več povem o jeseni. Jesen je eden od 4 letnih časov in pride za poletjem. Astronomska jesen se prične 23. septembra in traja vse do zime, do 21. decembra. 23. september, 21. december. To pa skoraj do Božiča. Ja, jesen tako zajema mesec september, oktober, november in del decembra. Aha, se pravi, ja, september, oktober, november, december. Ker decembra je potem že zima, jesen. In potem se v bistvu ozračje ohlaja, poletje je vroče, potem se spet malo bolj ohladi, ker pride potem zima, ko je pa zelo mrzlo, ne? Tako je, Tjaša, res je. Jeseni ljudje spet oblečejo toplejša oblačila, saj postaja hladneje. Manj je sončnih dni, velikokrat je megleno in tudi bolj deževno kot poleti. Tako da jeseni nase oblečemo dolge hlače, majice z dolgimi rokavi, jakne in proti koncu jeseni tudi že bunde, kape, šal ter po potrebi tudi rokavice. Potrebujemo
pa tudi toplejše čevlje in včasih tudi škornje. Ja, pa dežnik, ko pada dež. Ja. Čeprav jaz sem se pa zdaj spomnil, da ne maram jeseni. Zakaj pa ne, Charlie? Kaj? Ja, je ne maram. Zato, a veš kaj? Ne? Kaj? Jesen si rekel, da je mesec september vmes, a ne? Ja. A veste, kaj je 1. septembra, otroci? Kaj se zgodi? Jaz ga ne maram. Ne maram zato jeseni, ker ne maram iti v šolo. Evo, tako. Pa šola je fino, da se kaj naučimo, Charlie. Jaz imam najraj svojega učitelja Miho, ne Ja. maram pa šole, pa domače naloge. No. Charlie, res je, ja. 1. september se prične tudi novo šolsko leto. Poletnih počitnic je konec in otroci spet sedajo v šolske klopi. Zagotovo pa ste že vsi slišali za pisano jesen, kaj ne? Ja, to pa smo slišali, a ne? Ja, verjetno zato, ker je zunaj toliko barv na drevesih, ker so krošnje dreves tako pisane kot neka mavrica. Res je lepo. Res je, Tjaša, res je. Veste, jeseni se drevesa obarvajo v čudovite barve in zeleno barvo listov in krošenj tako zamenjajo oranžna, rjava, rdeča in rumena. Zdi se, kot da bi slikar vzel čopič in jih obarval, ampak tega ne stori slikar, ampak narava. In Charlie, Prosim. prej ko si me vprašal, če so drevesa zbolela, ker so odvrgla liste, Ja, sem naj vam mislil, da so. povem, da drevo odvrže liste zato, da se zavaruje. Medtem, ko so smrekove iglice prijateljice zime, pa široki listi niso odporni proti zmrzali. Aha, to je to. Poleg tega pa se na njih lahko nabralo veliko snega, kar bi pomenilo, da bi se veje pod težo snega lahko zlomile. Tako da je to razlog, da drevesa v jeseni odvržejo svoje liste, ker se tako počasi pripravljajo na zimo. Sej to je pa čisto logično, ne? Joj, šele sedaj mi je jasno. Ampak Miha, kaj ti še veš o jeseni? No, A veš še kaj drugega? seveda vem, jeseni se dan zopet krajša in je hitreje noč. Noči pa so daljše. Ljudje tudi pobirajo še zadnje pridelke na vrtovih in poljih, ter pričnejo pripravljati ozimnico. Ozimnica. V sadovnjakih prav jeseni dozorijo najboljše sorte jabolk in tudi sladke hruške ter kaki. V vinogradih pa so jeseni trte polne sladkega in zrelega grozdja, ki ga ljudje potrgajo in ga nato spremenijo v sok ali vino. No, naj vam zaupam, da trganju grozdja pravimo trgatev. Ko pa se kasneje mož spremeni v vino, pa pri nas praznujemo Martinovo ali Martinovanje. Charlie in Tjaša, a mogoče veste, kdaj praznujemo Martinovo? Ja, ko ima Martin rojsten dan. A ni ravno tako. Jaz mislim, da sem slišala, da 11. november. Ja, res je. Je. Bravo, Tjaša. Zapomnila. 11. november. Ja, 11. november. Okay. Pa še nekaj sem pozabil povedati o jeseni. Veste, jeseni pa so njive tudi polne buč, ki jih tako radi izrežemo v najbolj prikupne ali tudi grozljive obraze. In tudi pri nas bomo skupaj z vami, otroci, in vašimi starši ali starimi starši praznovali lep dogodek, bučarijo, ki bo v petek 29. oktobra v hiši zabave Pustotnik v Dolu pri Ljubljani. Poglejmo si sedaj vsi skupaj, kako lepo smo se imeli pretekla leta.
Wow, kako je bilo lepo, tako fajn ste se imeli. Jaz pa vse to zamudil. Ja, Zato, ker sem šel, a veš kaj sem šel, se spomnim zdaj. Jaz sem šel takrat po Kostan. Ja, Kostan res. v gost, da bi potem vas presenetil, a ne, s kostanjem. Ampak se veš, koliko prijateljev imam jaz v gozdu, ne, in ta Charlie se je zaigral do Ja. poznega večera in potem, ko sem prišel, vse je zamudil. Ampak letos pa boš, kaj ne? Letos bom pa Miha, boš ja, tudi ti prišel? seveda. Bomo pekli kostan, izrezali buče, super. obiskali Bobija in Miša, ponije. kako Kaj bomo lepo. še delali? Ja, kakšno čarovnijo tudi, a ne? Seveda, kakšno igro se bomo igrali, kaj zaplesali, morda. Tudi kaj zapeli, a ne? Ja, Super. ja. Tako da pridite otroci tudi vi, da se bomo imeli super fajn, pa da se končno spoznamo, no. In res je, Charlie, kot si rekel, da jeseni v gozdovih nabiramo tudi kostan. Ja. In ga na to pečemo in kuhamo, ali pa ga spremenimo v slastne sladice in jedi. Kako tiši. Komaj čakam. Pa naj vam zaupam še nekaj o jeseni. Veste, tudi ličkanje, slačenje ali osmukanje koruze je bilo včasih eno najpomembnejših opravil na kmetijah v jesenskem času. Danes pa je to le še prijeten običaj oziroma tradicija. A ti to meni heckaš, man. Ti si rekel ličkanje. Ja, A tako so se malo z lički igrali med sabo. S koruzo po ličkih. Ja, mislim, ne vem, če si rekel ličkanje. Ja, ampak je tudi povedal, da je to osmukanje koruze, slačenje. A veš, ko ima koruza gor take liste? Kaj to jaz vem, kaj pomeni usmukanje? Ja, no, saj to je ličkanje. Veš kaj? Charlie. Jaz samo vem, ko včasih Miho tako ne skrivaj kakšno napolitanko smuknem, pa ne vidi nič. No, kaj je to potem ličkanje? Charlie, se mi je zdelo, da boš spet nekaj smešnega izjavil. Zato sem že pripravil posnetek zate in za vse vas otroci, ki še ne veste, kaj ličkanje sploh je. Pa si poglejmo. Aha, to je ličkanje. Zakaj niste tega že prej povedal? Ali pa mi posnetek pokazal? Jaz sem se pa tako smešil pred vsemi otroki. In prej si rekel pa, da pripravijo tudi ljudje že ozimnico, ne? Ja, res je. Kaj pa živali, recimo? No. Tudi pripravijo one ozimnico? Ja, res je. Narava se jeseni pripravlja na zimski počitek. In tudi živali si tako kot ljudje jeseni pripravljajo zaloge hrane ali pa se zelo, zelo najedo, saj bodo nekatere zimo potem tudi prespale. Tako da si jeseni živali pripravijo svoja bivališča oziroma si poiščejo primerna. Bi vedeli mogoče, katere živali prespijo celo zimo? To je pa težko. Recimo, pa ti prespiš celo zimo. A, ni res. Ne, Saj z nama tu Miha tudi po zimi. ne, Charlie, ni res. Ja, A niso to? malo več spi. Ne, ni res, Charlie. Niso to medvedi, čeprav to velikokrat slišimo. Zimo prespijo ježi, polhi in netopirji. Ježi. Polhi in netopirji prespijo zimo, medtem ko medved, jazbec in veverica zgolj predremljajo zimo. Dremajo me. In se vmes tudi večkrat zbujajo, tam enkrat na 2 do 3 tedne in ostajajo budni dan ali dva. O, Charlie in Tjaša, morda veste, kako pravimo bivališču medveda. Ja, seveda, da vem, a mislim, A da to veš? ne ve. Valjda, bunker.
Charlie, se je na B, ampak ni bunker. Tako da ne. Brlog. Tako je, Tjaša. Ja, malo si pomešal, ne? To je tisto, ko Bunker sva midva naredila v gozdu. Ja, včasih ne se sem že povedal enkrat, pa še enkrat bom najbrž veliko krat povedal, da kar izstrelim tisto, kar mi pade na pamet. Ja, Pa se to pa si včasih Charlie zmotim. ti. Ja, ampak Tjaša je povedala pravilen Se odgovor. pravi bunker, a ne? Ja. A ne, joj, brlog. Ne, bunker, brlog. Tako. No, povedali smo, da nekatere živali zimo prespijo, druge predremljajo, nekatere živali pa otrpnejo. Jeseni, ko se jim temperatura telesa dovolj zniža, najpogosteje kar otrpnejo in čakajo na pomlad, na otoplitev. Zarijejo se v blato, se skrijejo v gozdna tla ali pa skalne špranje. In to so močerat, Okay. kača, žaba, Kača, žaba, klopi klopi in čebele. in čebelice. Čebele tudi otrpnejo. Tudi. Zanimivo. Ja. Kaj pa s pticami se zgodi, Miha? Kaj se zgodi s pticami? Ja. A, nekatere nekam odletijo, So jeseni. a ne? Ko je, Tjaša, bravo, ja. Poznamo tudi ptice, selivke, ki jeseni odletijo v tople kraje, tako kot si rekla ti, Tjaša. To so kukavice, štorklje in lastovice. Kukavica, Štorklja štorklja, in lastovica. lastovica. One odletijo, ne? One odletijo v tople kraje, Sever. na jug, ja, v tople kraje. Toplo, na jug. Ja. Te se k nam na to vrnejo zopet spomladi. No, živali kot so jelen, srna, volk, lisica, zajec, kuna in ris Gozdne živali. pa ostanejo budne vso zimo in še vedno iščejo hrano. Hrano in vodo jim v gozdove prinašajo tudi lovci, da lažje preživijo zimo. Budne pa ostanejo tudi ptice, ki so ostale pri nas. In tem lahko pomagamo tudi mi. A res? Ja, Kako? tako, da jim v ptiče hišice nastavimo semena, pa tudi vodo večkrat dnevno menjamo in s tem pomagamo živalim, da niso žejne, ko pride zima. Se pravi, ptičje hišice, pa notri nastavimo semena in pa večkrat na dan tudi svežo vodo. Ja. Super. Prej smo rekli, da praznujemo Martinovo, a ne? Ja. Jeseni. Čakaj, A je Martinova? 11. november. Bravo! Tako, bravo. Saj sem si Ampak napisal. mislim, da pred Martinovim 1. november je še en praznik. Ja, Tjaša, tako Kateri je. že? Tako je, Tjaša, dobro, da si me spomnila. Skoraj sem pozabil. Jeseni pa poznamo poseben praznik in sicer 1. november. In 1. novembra se spominjamo vseh, ki jih ni več med nami, ki so umrli, in ta praznik poimenujemo Dan spomina na mrtve. Ponavadi se odpravimo na pokopališče in se tako z obiskom grobov poklonimo mrtvim. Takrat radi prižgemo in na grobove nosimo sveče. A ker so sveče po večini iz plastike in je potem, ko le te odgorijo, na tone in tone plastike, Ja, res taki ja, kupi. ki ostane od pogorelih sveč. Imamo v Sloveniji lepo gibanje, ki ga imenujemo Manj sveč za manj grobov. Manj sveč za manj grobov. No, pa si poglejmo posnetek. Joj, kako je lepa ta jesen. Še vedno ni tako zelo mrzlo kot zima in narava je še vedno tako lepa in polna sadja in vsega. Super za kakšen izlet, ne, tudi. Pa Ja. potem, joj, a veš, ko smo hodili po listju, joj, kako je to lepo, res. Ja.
Kako šumi? Jaz sem se pa še spet nekaj spomnil. Ja. A veš, da jesen je čudovita, a ne? Ja. In tudi vsak dan je lahko čudovit, če se ga čudovitega naredimo. Seveda. In mi zdaj tukaj sedimo, pa še rima se, a ne, naredimo, sedimo in sedaj pa lahko nekaj dobrega naredimo, pa to sem že povedal. No, to sem hotel povedati, da lahko se gremo mi kaj igrati. Pejmo, ven, gremo. Super. Tako, midva s Tjašo sva danes iz garaže potegnila ven dve takšni prav posebni samokolnici, ker sem videl sosedi že samokolnicami okoli delajo po vrtovih. Midva bova pa sprobala danes, ali te najne samokolnice še kaj sploh vozijo, ne? Ali so gume spustile mogoče, tako da bova videla, katera samokolnica je tista, ki bo najhitrejša in tisto bova potem uporabila celo leto na vrtu, da nam pomaga pri vrtnih upravilih. Tako, smo pripravljeni, a ne? Jaz sem tudi pripravljen, tako da poskusimo, da vidimo, katera samokolnica bo tista, ki bo najhitrejša. Samokolnice, a ste pripravljene? Ja. Te naše samokolnice tudi govorijo. A smo? Pa dajmo 3, 4, zdaj! Da vidimo, katera samokolnica bo ful hitra. Še malo, imamo uverjena pot in bravo, super! Bravo, samokolnice! Ampak, Tjaša, veš kaj? Veš kaj, tole samokolnico bomo mogli malo podmazati. Tako, ja. Pa bo pa šibala. Mali bomo gume napumpali, ampak jaz sem prepričan, midva bova obe samokolnici uporabljala. Obe. A je samokolnica si kaj utrujena? Nič. Ok, a si samokolnica kaj utrujena? Nič. Super ste bile. Otroci, jaz predlagam, da tudi vi poskusite, če imate doma kakšno samokolnico, bratca, sestrico, se veste, lahko tudi mamico porabite ali pa ati, a ne? Tako. Pa tista, ki bo najhitrejša, rečite, da more vam kaj dobrega za jesti narediti, a ne? Ja. To je to. Se vidimo drugič. Čau. Včasih strah te je, ko zunaj tema se spusti. Včasih jezen si, ko kaj narobe se zgodi. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej 1, 2 in 3. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej do 3. 1, 2, 3. Včasih žalosten si, če ob tebi mame ni. Ko pride od veselja, kar srce ti ponori. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej 1, 2 in 3. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej do 3. Danes smo veliko izvedeli o jeseni. Jesen se po angleško reče autumn. Jesen, autumn. Jeseni odpadejo listi. Listje, leaves. Leaves. Jeseni se listje obarva v rdečo, rumeno, oranžno in rjavo barvo. Pa se naučimo še te. Rdeča, red. Red. Oranžna, orange. Orange.
rumena, yellow, yellow. In rjava, brown, brown. Jeseni na njivah zrastejo velike buče. Buča, pumpkin, pumpkin. In v sadovnjaku na drevesu dozorijo sočna jabolka. Jabolko, apple, apple. V gozdu pa zelo radi naberemo kostanj, ki ga potem skuhamo ali spečemo. Kostanj, chestnut, chestnut. Pa ponovimo še enkrat. Jesen se po angleško reče autumn. Jesen, autumn. Jeseni odpadejo listi. Listje, leaves, leaves. Jeseni se listje obarva v rdečo, rumeno, oranžno in rjavo barvo. Pa se naučimo še te. Rdeča, red, red. Oranžna, orange, orange. Rumena, yellow, yellow. In rjava, brown, brown. Jeseni na njivah zrastejo velike buče. Buča, pumpkin, pumpkin. In v sadovnjaku na drevesu dozorijo sočna jabolka. Jabolko, apple, apple. V gozdu pa zelo radi naberemo kostanj, ki ga potem skuhamo ali spečemo. Kostanj, chestnut, chestnut. Dobrodošli v Spidijevem kotičku. Spidi nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Spidi za to z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Spidija, na katerega se lahko obrnete. S pesmijo Frendice se nam predstavlja Eva B. Košak. Ko sončen je dan, napravim si plan. Jaz in še moje vestice 3. Napad na izložbe, na lepe stvari, da si napasemo lačne oči. Takšne smo in v tem uživam. Na, 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 pravijo nam 4.
Prva zvezda je Jan Jančar. Jan zelo rad igra harmoniko, drugače pa uživa pri delu na domači kmetiji. In danes nam bo zaigral. Naša druga zvezda pa ima veliko talentov. Poleg tega, da trenira smučarske skoke, izdeluje svoj lastni gokart. Seveda pa v prostem času rad zaigra na harmoniko. In tudi danes bo za nas zaigral. Sem Anže Mihelčič, prihajam iz Petelin in igram butolin harmoniko.
vidite, kaj bomo danes ustvarjali. Lisička je prav zvita zver. Poznamo to pesmico, kaj ne? Danes bomo ustvarili take luškane lisičke. In kaj potrebujemo za izdelavo? Potrebujemo rolico, prazno rolico toaletnega papirja, škarje, lepilo, svinčnik, flomaster in pa barvni papir, bel, oranžen in črn. Ter očesa, če jih boste prilepili, če jih boste pa narisali oziroma izstrigli iz papirja, kot sem jih jaz pri moji lisički, pa jih ne potrebujete, če jih nimate doma. Tako. Lisička bo imela trebušček, glavo in pa rep, nogice pa skrila. Najprej vzamemo oranžen papir, položimo tole rolico na papir. To je del za trup, sedaj pa izstrižemo še glavo. Ta del tukaj samo narisala neko črto. Tako, in ta del sedaj strižem. Tale naša lisička bo imela zelo dolgo glavico. Da pa bomo imeli neke take ušeska, jo pa takole pristrižemo, še da dobi taka ušeska lisička. Lahko naredimo tako, lahko pa ga enostavno narišemo. Narišemo že ušeska in smrček. Tako, in tega izstrižemo. Lisička ima špičasta ušesa in pa špičast smrček. K temu vzamemo bel papir. Kako najlažje, ne rabimo nič kaj dosti komplicirati, strižemo en tak kvadratek. Ta kvadratek sem kar malo velikega odstrigla, malo manjši, prilepimo sem na smrčka. Tako, kar prilepimo. Si mislite, kaj pa je zdaj to? Sedaj pa obrnemo, vidite, in samo ta del, kjer šteli ven, odstrižemo in poglejte, kako je luškan nastal. Še malo popravimo. In ga imamo. Enako lahko naredimo tudi s črnim smrčkom. Strižemo en manjši kvadratek. Tako. Z lepilom namažemo čisto na konci. Prilepimo črn košček na smrčka. Obrnemo. Poglej ga. Tale je odveč in ga odstrižemo. Evo, in naš smrček je že pripravljen. Sedaj pa potrebuje naša lisička tudi rep. Rep ima kar dolg lisička, tako da ga lepo narišemo. In tudi na koncu ima rep tak lepo zaobljen in špičast. Tako nekako ga narišemo. Ta del, kjer je oblaček, bomo tukaj prilepili na konec repa. Repek že imamo. Izstrigli smo že našo glavico, repek, sedaj pa potrebujemo še trup. Tega bomo sedaj prilepili na rolico. Naša glavica je narejena, sedaj pa glavico prilepimo na en konec našega trupa. Takole. Sledi še repek. Repek pa prilepimo zadaj. Tako. Poglejte jo in je končana. Lahko ji pa narišemo tudi tačkice, nogice. Takole. Skrempli prasklja, ne? Tako. Te luškane lisičke
postavite kam na vidno mesto, kjer bodo krasile vašo sobo ali pa dnevno sobo. In če jih boste izdelali, nam jih le pošljite na naš Facebook profil, Instagram ali pa na naš e-mail naslov, ki se vam izpiše tukaj spodaj. Veselo nedeljo! Veverica Liza, moja prijateljica iz gozda, mi je zadnjič dala, ker sem jo premagal končno v šahu, svoj takšen čudežen robček oziroma prtiček. Pač nekaj podobnega, ne? In je rekla, da karkoli bom položil v tale robček oziroma prtiček, da bo izginilo, ker je pač čudežen prtiček, a ne? In bom jaz sedaj to probal narediti en trik, a velja? Vi pa zdaj samo dobro glejte, ali mi bo res uspelo. Takole. Imam pa 2 kovančka še, no to vam lahko še pokažem, tako da 2 kovančka sem si izbral poljubna in me zanima, ali boste ta 2 kovančka sedaj res izginila, ker drugače me je ta Veverica Liza, moja prijateljica, nahecala. Pa bom takole naredil, pa bom potem še takole naredil in tole zdaj takole primem in zdaj malo pretresem. A vidite, kovančka ste noter in zdaj morajo kovančki izgineti, ker bom pihnil. Je rekla, naj pihnem. 3, 4. Pa res so zginili kovančki. Poglejte, sploh jih ni nikjer. A vidite? Se pravi, me ni nahecala in res Veverica Liza je rekla, da izgine in res izgine. A mislite, da če Mihata noter zavijam, da bo tudi izginil? No, najbrž ne, a ne? Pa tudi ne želimo, da bi Miha izginil, ga imamo preveč vsi radi. Čeprav, jaz sem vas zdaj malo nahecal. A veste zakaj? No, saj je res, tale robec mi je res dala Veverica Liza, ko sem jo premagal v šahu, ampak nahecal sem pa vas, ker ni tale robec takšen čudežen čaroben. Čeprav je, a ne? Ker sem naredil trik, ampak vseeno vam bom pokazal sedaj, kako sem ta trik naredil. A velja? Poglejte. Tudi vi potrebujete doma, če boste seveda delali ta trik, en robec oziroma en takšen prtiček. Barva sploh ni pomembna, kakšen je. Okay? In potem potrebujete tudi 2 poljubna kovančka. Zdaj lahko sta kakršnekoli barve, kakršnekoli valute, samo da sta kovančka. Okay? In potem položimo prtiček tako v znak karo na mizo. Ja. In damo na sredino damo en kovanček in pa potem še drug kovanček. Takole. In potem zdaj tale prtiček zapremo. Iz spodnjega dela gremo gor navzven, proti desni. Okay? In zdaj gremo pa spet iz desne proti levi. Takole zapremo. A vidite? In potem z našo levo rokico, ne? Ta je na drugi strani srčka. Primemo tale del prtička. Z desno rokico, ki je na strani srčka, primemo tale del prtička. In potem pa še tale druga 2 dela, pa primemo takole. S palčkom in kazalčkom in pa na drugi strani isto. Pretresemo, malo pihnemo in počasi odpremo. A vidite, in kovančka sta zginila. No, nista čisto zginila, ne? Kajti nahajate se notri v prtičku. Ampak, če dobro prtiček oziroma robec napnemo, občinstvo misli, da sta kovančka izginila. Sej bo šlo, a ne? Čeprav vam bom pokazal še enkrat, velja, malo bolj počasi. Se pravi, naredimo karo, položimo notri kovančka. Kako smo rekli, iz spodnjega dela gremo na desno stran, na nasprotno strani srčka, iz desnega gremo potem na levo, takole, potem z levo roko primemo ta del, z desno ta, in potem palček, kazalček, pretresemo, pihnemo in počasi odpremo in kovančka izgineta. Saj navidezno, ne? Ampak prepričan sem, da vam bo to uspelo, če boste le malo vadili. Ko se pa trik naučite, pa ga le pokažete vašim bratcom, sestricam, mamicam, očkom, dedkom, babicam in tako naprej. Naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Tjaša, zdaj se bova učila, kaj bova delala? Mislim, zakaj si mi dala knjigo v roke? Ja, da boš bral. Se veš, da je treba vsak dan vsaj malo 10 minut brati, zato da steče, veš, da potem res tekoče beremo. Ampak jaz imam rajče timenke.
prebereš kakšno pravljico, Sej recimo. vem, ampak potem nikoli ne boš znal sam dosti hitro brati. No, to je tudi Hej, sem res. se Čarli, ne bova danes brala. prav? O, že dobro. Ja, kaj bova pa delala, ja. Tjaša? Kdo misli, že nama je pripravil tele knjige? Ja, Miha? Miha, tako je. In sicer spet nama je pripravil nov izziv minute, oziroma naredi nekaj v 60 sekundah. To je to, Ja, izziv to je minute to. se igrava. Tako. Pa najbrž nekdo lahko v eni minuti več besed prebere. Ne, ker tukaj mislim, da bi te zmagala zelo hitro. Ampak mislim, da bo to danes tebi bolje šlo, veš, kot meni. upam. Ker meni zelo težko Upam, gre. da končno, Tjaša, ja. Imamo knjige, Okay. ja, in pravijo, da če hočeš imeti lepo držo, ne, da se lepo držiš, da nisi ukrivljen in tako, da včasih so dame in kraljične, ki so mogli imeti lepo držo, trenirale lepo držo s tem, da so imele knjige takole na glavi in so lovile ravnotežje, ker če so se premikale dol in gor in sem in tja in je knjiga padla. Vidiš? Ja, jaz imam klobuk, pa to ful dobro stoji, a ne? Ja, prav. Poglej, da pa bo še malo težje, ja, ker takole hitro lahko ujamemo ravnotežje, bova pa morala midva vstati in se nazaj usesti na stol. Wow, se pravi, kot neke mini počepe morava delati. Tako, ja. V bistvu Aha. delava še počepe in Pa pa knjiga ne trenirava. sme pati. Ja, trenirava lepo držo. A smo pripravljeni? Ja, koliko imamo časa? 60 sekund, 1 minuta je to. Smo pripravljeni, ja. Smo. In damo znak 3-4 zdaj, No, položiš dajmo. knjigo na glavo in vstaneš in se potem spet usedeš In si števa, ne? števa, kolikokrat se usedeš nazaj, prav? Ok. Pazi, 3, 4, zdaj. O, to bo lahko za Charlija, a mogoče pa tudi ne. 1, kaj pa če knjiga pada? 2, opa. 3, Popraviš se in greš naprej. 4, 3, aha, vidiš. 5, Aha. 6. Tudi Charlie je naroda. 3, 7, 4, 8, še malo pomigajmo z Ritko. 9, še malo tukaj pomigajmo z Ritko. Koliko sem jih jaz imela? 4 ali ne? Ali 10, koliko? 5, 11, opa, 6, 12, 7, a še ni konc. 4, 8, sploh več ne vem, koliko sem jih imela. 9, 15, 16. Charlie. Še dobro, da je konec, kajti moje noge so že kar utrujene malo. Poglejo, Koliko jih imaš? knjigo sem vrgla na tla. Mislim, da 9, pa mislim, da tudi nisem dobro A štela. veš, koliko jih ima Charlie? Koliko? 16. Wow, Ja, Charlie, petka. bravo. Končno sem te zmagal. To je bila pa kar za trenirati noge. Prav, a veš, Tjaša, ne, spet se ne gre za zmago, Ne. ampak gre se za to, da smo midva lepo potrenirala, ne? Tako lepo držo in pa da Nogice. nekaj skupaj počneva, da se igrava. Tako, da nama čas hitreje mine. Tako. Zdaj pa Poskusite doma tudi vi in nama pošljite kakšno fotografijo Ali pa filmček. posnetek, ja. In bomo objavili. In pokazali Miho, ki bo ful vesel, če bo tudi vas videl. Čau! Otroci, danes imam za vas pripravljeno zgodbo o toplem vremenu. Nekoč je bila zelo huda zima in padlo je toliko snega, da nobena žival ni več mogla na lov. Mrzlo vreme je trajalo že zelo dolgo in nihče ni vedel, kam je izginilo toplo vreme. Vse živali so živele v velikem brlogu in spale okrog ognja. Nekega jutra se je prva prebudila veverica in zaklicala: Sanjalo se mi je o toplem vremenu, pojdimo in poiščemo ga. In vse živali so šle na pot, da bi poiskale toplo vreme. Hodile so in hodile, dokler niso prišle do poseke in tam je bila odprtina v nebo. Zlezle so skozi to odprtino in prišle na nebo. Tam
pa je v hiši ob jezeru živel črn medved, ki je z zemlje odnesel toplo vreme in ga skril v vrečo. Živali so prišle k medvedovi hiši, ampak medveda ni bilo doma. Odpeljal se je s čolnom na drugi breg jezera lovit ribe. Tedaj je veverica ukazala miški: "Steci k jezeru, poišči medveda in nagrizi veslo pri njegovem čolnu." Miška je tekla ob bregu jezera, dokler ni našla medveda. Ta je ni opazil in je še naprej lovil ribe. Miška se je tiho splazila k njegovem čolnu in grizla in grizla in grizla vesla toliko časa, da ga je skoraj pregrizla. Nato je hitro stekla nazaj k drugim živalim. Te so medtem našle vrečo s toplim vremenom in so brž odhitele z njo kot partini na nebu, da bi toplo vreme čim prej prinesle spet na zemljo. Medved pa se je medtem že naveličal ribarjenja. Sedel je v čoln in se hotel odpeljati domov. Toda komaj je dvakrat zamahnil z veslom, že se mu je to zlomilo. Moral je v gost, da si ste še novega. Ko se je slednjič vrnil domov, je takoj opazil, da mu je nekdo ukradel vrečo s toplim vremenom. Obrnil se je in oddrvel kot partini na nebu. Medtem so živali že dospele kot partini na nebu. Toda vreča s toplim vremenom je bila težka in živali so se med potjo utrudile in niso imele skoraj nobene moči več. Tedaj pa so opazile, da se jim črni medved približuje. Veverica je zato vrečo s toplim vremenom hitro vrgla skozi odprtino v nebu. Vreča se je že v zraku odprla in toplo vreme je planilo iz nje. Tudi živali so hitro poskakale na zemljo. In kaj je hotel črni medved zdaj, ko na nebu ni imel več toplega vremena v vreči? Tudi on je zlezel nazaj na zemljo in od tistega časa živi skupaj z drugimi živalmi. Vendar od takrat neprestano godrnja in brunda. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovni